2017 je leto, ko je ta tretja generacija Hyundai i30 zapeljala na ceste. To pomeni, da je stara zdaj že 8 let in počasi pripravljena na odstrel. No, ali pa tudi ne, ker so jo zdaj že drugič prenovili in posodobili ravno toliko, da se ji leta pravzaprav ne poznajo nikjer. Zunaj sploh ne, ker sta malenkost drugačna odbijača pa malenkost spremenjene luči poskrbele, da avto izgleda zelo moderno. No, z opremo N-Line v hudi barvi, celo na stopaško. Saj se vsi strinjamo, da je ko en pušalc in ko bo parkiran nekje zraven najnovejšega tekmeca, bo še vedno zelo kul. Oziroma glede na Hyundai oblikovalski jezik in obliko njihovih najnovejših modelov, je ta zaenkrat še celo zelo lep. Tudi znotraj se drži še vedno zelo dobro, pred mano so digitalni merilniki kot v najnovejših Hyundaijih, ta osrednji zaslon ima pa 10 palcev in je dovolj velik pa hkrati pregleden, sicer ga poganja enako mestni kot prej, ki ima kakšno stvar malo preveč zakopano pod menijih, ampak je še vedno dovolj dober, zato je jamranja dovolj. Bližnjico za izklop opozorila na omejitve sem si nastavil tukaj, je pa možnosti kar veliko, kar pomeni, da je vaša bližnjica lahko za nekaj povsem drugega. V bistvu imam pri takšnem z litrskim motorjem in opremo N-Line eno samo pripombo. Če ne bi bil N-Line in podvozje ne bi bilo malenkost bolj čvrsto, i30 pa bi me posledično manj vabil k dinamični vožnji, potem bi mi bil ta motor v kombinaciji s 7-stopenjskim robotiziranim menjalnikom dovolj dober. Za običajno vožnjo je namreč dovolj zmogljiv, ni noben presežek pri zmogljivostih, to moram poudariti, ampak je v bistvu dovolj. 74 kW moči ima, potem mu pa pomaga še majhen elektromotor, ker je tole blagi hibrid, zato se nekako spodobno premika. In takrat je tudi tale menjalnik čisto dovolj dober. Ker pa tole je oprema N-Line, je pa ta kombinacija bolj tako. Podvozje je namreč bolj čvrsto in v zakupu vzemite, da bo takšen i30 kakšno grbino prežvečil nekoliko slabše, je pa zato vrhunski, ko govorimo o dinamiki. Si upam trditi, da je na nivoju fokusa, torej se pri voznih lastnostih v tem segmentu lahko dejansko kosa z najboljšimi. Se vidi, da je Hyundai zelo dober tudi v ralliju in se potem te izkušnje prenašajo na navadne avte. In ravno zato je ta kombinacija potem bolj Zlasti menjalnik je precej počasen in cukajoč, kadar od njega zahtevam nekaj več, da me potem kar mine do dinamike. In motor s temi svojimi silnimi zmogljivostmi v tem primeru tudi hitro razočara. Podvozje bi si skratka zaslužilo boljšo kombinacijo motorja in menjalnika, sicer skoraj nima smisla, da imate N-Line, ampak običajno opremo pa bo čisto ok in zelo prijeten družinski karavan.